Najprej bi rada podala pojasnilo, zakaj Nova Slovenija še vedno vztraja pri koaliciji. Kajti pogosto se pojavlja, da Nova Slovenija in Ljudmila Novak brezpogojno podpira predsednika vlade Janeza Janšo. Pri tem naj povem, da na podlagi poročila Komisije za preprečevanje korupcije tudi v Novi Sloveniji dvomimo o pravilnosti in moralnosti ravnanja predsednika Janeza Janše in župana Zorana Jankovića. Janša je tudi sam priznal, da je kršil zakon in s tem ravnal moralno-etično sporno, medtem ko gospod Janković v nobeni točki ni priznal svoje krivde. Ker pa je bilo že veliko različnih poskusov, kako to vlado spraviti z položaja, predvsem pa predsednika vlade Janeza Janšo, nismo povsem prepričani, da je poročilo komisije popolnoma korektno. Poročilo pa je vsekakor treba vzeti resno in ga morajo nemudoma uporabiti organi pregona za nadaljne postopke. Če bi sama prejela negativno poročilo, bi odstopila, ukolikor bi vedela, da so očitki upravičeni. Ravnala bi po svoji vesti in odgovorno do države in državljanov, ki so me izvolili. Ob tem pa želim jasno poudariti, da je sleherno žaljenje državnih inštitucij nesprejemljivo za kateregakoli politika. V tem primeru institucije Komisije za preprečevanje korupcije, nedolgo nazaj pa smo bili priča žaljenju institucije Ustavnega sodišča. Za funkcionarja tudi ni dovolj, da samo odstopi svoje funkcije, na katero je bil izvoljen po demokratični poti, pač pa mora biti za to tudi kaznovan, škodo pa mora poravnati. Zato bi morali organi pregona poročilo vzeti resno in na podlagi tega dokazati koruptivna dejanja ali jih ovreči. Obtoženi pa bi se lahko zagovarjal in uporabil tudi pravno pomoč. Tako bi po poročilih protikorupcijske komisije lahko pometli z večino koruptivnih funkcionarjev. V danem primeru, ko pa gre za predsednika vlade in tudi za župana mestne občine Ljubljana, bi morali oba, ne samo predsednika vlade Janšo, pozivati k odstopu z mesta predsednika stranke, ampak jo pozivati tudi z mesta predsednika vlade oziroma župana mestne občine Ljubljana. Sedaj imamo občutek, da se poziva samo predsednika vlade, medtem ko se ne poziva župana Zorana Jankovića, da odstopi z tega položaja. Njemu se očitajo še veliko hujši grehi in prekrški, zato bi pričakovala, da bo tukaj še več poudarka. Zakaj Nova Slovenija še naprej vztraja pri podpori koaliciji? V primeru odstopa predsednika vlade razpade koalicija in nastane politična kriza, kar bi v tem trenutku v Sloveniji povzročilo veliko finančno in gospodarsko krizo oziroma škodo, ki se bo merila v stotinah milijonov. Ponovno bodo padle bonitetne ocene, zvišale se bodo obrestne mere, morebitni tuji vlagatelji bodo spet šli drugam, čeprav so sedaj se že kazali pozitivni znaki. Zaradi nestabilnosti v državi bodo odpovedani turistični obiski, čeprav je Slovenija pred kratkim dobila laskavo oceno, da sodi med 10 najprivlačnejših turističnih destinacij. V primeru pa, da pride do predčasnih volitev, bo država ohromljena najmanj za pol leta. Saj vemo, koliko časa trajajo priprave na volitve in pa potem sestavljanje koalicije. In potem šele, da se začne v resnici delati. Upam, da se vse parlamentarne stranke tega zavedajo in ravnajo odgovorno do države in državljanov. Zaradi tega v Novi Sloveniji menimo, da mora vlada delati naprej. Organi pregona pa naj nemudoma obravnavajo poročilo komisije in dokažejo morebitno krivdo oziroma ovržejo obtožbe. Novi Sloveniji želimo, da bi v Sloveniji zmagovala pravica, poštenost, odgovornost, zato pozivamo vse odgovorne inštitucije, da korektno opravljajo svoje delo. Samo tako bodo državljani znova zaupali v delovanje pravne države. Samo tako bomo lahko pometli zlopovi in goljufi. Ne more pa o tem
kdo je lopov in goljuf, odločati ulica, niti komisija. Nova Slovenija poziva vse koalicijske partnerje, da postavijo v ospredje koristi države in ne strankarskih kalkulacij ali osebnih interesov predsednikov strank. Interesi države, ki so naši skupni, so nas splača. Morda se nam to vztrajanje v koaliciji politično manj splača, vendar nam tako narekuje naša vest. Oba politika, ki sta bila deležna kritik in pozivov k odstopu, pa sta tako izkušena, da pričakujem, da bosta v dani situaciji presodila, kaj je bolj modro in kaj je v korist državljanov, ki so jo izvolili. Želimo, da se problem reši znotraj koalicije in bomo s tem zagotovili politično stabilnost Slovenije. 6 mesecev mrtvega teka bi bilo pogubno za Slovenijo. Koalicijsko pogodbo smo podpisali v imenu strank in ne v imenu predsednikov strank. Zato bi se vse koalicijske stranke morale obnašati odgovorno in ravnati tako, da bi koalicija nemoteno delala naprej. Zato Nova Slovenija še vedno vztraja pri tem, da je delovanje koalicije najbolj smiselno in najboljše za Slovenijo.